Evo, zdaj pa v bistvu, po mojem smo prišli do predavanja, ker smo ga vsi čakali, da se začne, ker je tema zelo zanimiva, pa seveda tudi zato, ker je zadnje predavanje današnjega dne. Tako da avtor je že na svojem mestu. Alen, prosim. Ki ste tukaj, zahvaljujem se vsem, ki niste še zaspali, zahvaljujem se vsem, ki spijo, njim je verjetno najtežje in zaradi tega, ker sem vedel, da bom zadnji, je moja predstavitev zelo enostavna, tako da če vas zanimajo kakšnekoli podrobnosti, govorimo zdaj o arhitekturah in levo desno me lahko vprašate, lahko se tudi preberete, ampak tukaj vam bom zdaj sam povedal eno lepo zgodbo. In ta se gre za samodejno zaznavo prometnic z globokim učenjem na podatkih CLSS, ciklično lasersko skeniranje Slovenije. Torej, raziskavo smo naredili približno v 3-4 dneh, jaz in Primož Kete. Torej, potek predstavitev je tak, da vam pokazal prvo glavno motivacijo, potem povedal par besed o cikličnem laserskem skeniranju Slovenije, potem predstavil metode dela, rezultate in en sklep. Torej, motivacija in to glavna motivacija je bila, kako zaznati prometnice pod krošnjami. Torej, vsakič, ko se pogovarjamo o podatkih daljinskega zaznavanja, ko se pogovarjamo o lidarju, je tisto, lidar penetrira skozi vegetacijo, zakon. Ko gledam tisto karto od Mihajle o LSSS-ju, visokogorje in gozdovi, 2 točke na meter kvadrat, tak lep infarkt me primi, pač 2 točke na meter kvadrat pomeni, da ena točka se odbija od krošnje in ena verjetno nekje plava na polovici, tako da če nas zanima karkoli dogaja v gozdu, tam nimamo kaj iskati. Tako da ampak tokrat imamo na voljo podatke, ki nam to omogočajo. Torej, ena druga motivacija je potreba po hitri, natančni in učinkoviti zaznavi teh prometnic na državni ravni. Torej, mi se, poleg tega, da tudi kontroliramo te podatke, ukvarjamo tudi z različnimi projekti, ki so usmerjeni v pospeševanje in posodabljanje določenih evidenc, v tem primeru recimo ena od teh je DTM, in želeli smo si predstaviti eno metodo, s katero bi se lahko neke prometnice, ki niso že kartirane, prikazale in usmerjale nekoga tam. Torej, ena od motivacij je tudi bila praktična uporaba modelov v realnem času, zaradi tega, ker vsakič, ko imamo nek model globokega učenja, ki je fantastičen, ampak jaz rabim 2 meseca, da mi da neke rezultate, je to super za objavo, ampak payoff, praksa in doprinos znanosti je nekje labilen. In tako kot rečeno prej, zmanjšanje ročnega dela in produkcijskih stroškov. Torej, ciklično lasersko skeniranje Slovenije, seveda govorimo o lidarju, je končno sveži paket oblakov točk. Torej, to je CLSS, oziroma to je LSS s filozofijo CAS-a. CAS, ciklično aerofotografiranje, vsako leto 1/3 Slovenije, s to filozofijo se je tudi CLSS začel, torej vsako leto 1/3 Slovenije. Sekvenčno smo si tako zamaknjeni, tako da podatki, kateri so v tem primeru višinski podatki, se lahko kasneje uporabijo tudi za CAS. Tako da prej smo videli primer o neujemanju oblakov točk in ortofota. No, Adam, ne boš imel teh težav že od letos, po moje. In ne samo zaradi tega, ker se uporablja tudi CAS na te namene, ampak tudi zaradi tega, ker imamo še en popolni ortofoto, ki je neodvisen od tega ortofota. Tako da zdaj imamo 2 ortofota. Torej, projekt se izvaja od leta 2023 do 2025, torej en cikl je do zdaj podpisan, upam, da bo čim več teh ciklov, zaradi tega, ker nas te podatke zanimajo. Torej, če se zdaj zavedate, zdaj smo prvič v tem zgodovinskem momentu, da lahko izvedemo celovito primerjavo digitalnih modelov reliefa v Sloveniji. Torej, lahko primerjamo relief na celi državi. Do zdaj to ni bilo možno. Torej, tukaj se pogovarjamo o zelo visoki gostoti točk. Na našem konkretnem območju to so 22 točk na meter kvadratni, kasneje vam bom pokazal malo več o tem. Kot sem že prej omenil, ker sam se prehitevam, izvedeno je tudi aerofotografiranje, torej imamo popolni ortofoto in to ne samo RGB, ampak še infrardeč. Tako da specifikacije v tem primeru za delanje tega ortofota niso tako stroge kot CAS, tukaj imamo in sence oblakov in vse živo, ampak podatki so 1 na 1. To nam omogoča ogromno tega. To nam omogoča nekih samodejnih izdelav podatkovnih množic za globoko učenje na RGB ali pa RGB NIR podatkih na osnovi višin, ker padajo 1 na 1. To nam tudi omogoča to, da imamo že umazane podatke pri učenju modelov. Eden od klasičnih pristopov učenja modelov je to, da si sami deformiramo podatke, tako imenovani data augmentation
dodajanjem različnih šumov in vsega tega. Tega tukaj ne rabimo delati, zaradi tega, ker so podatki že posebej umazani. Torej, tukaj se pogovarjamo o ortofotik 16 cm ločljivosti, kar je res ekstremno. Torej, LAS standard 1.4, to je standard, v katerem so shranjeni novi koti. In kaj to pomeni? 1.4 tip 8. Imamo še dodani RGB in NIR podatek znotraj oblaka točk. Torej, takrat, ko hočemo modelirati, ne rabimo neki povezovati ekstra te zgodbe. Pač odpremo si oblak točk v kjermokoli programu za obdelovanje, imamo nek matrični array in uporabljamo takoj te neke značilke za naše modele. Torej, gremo na metode dela. Torej, tukaj se ukvarjamo s semantično segmentacijo, torej ne s klasifikacijo, kot se ponavadi reče, torej hočemo, da imamo določeno masko čez nekateri objekt, ne da imamo nek opis na neki sliki. Torej, in kaj ponujamo tukaj novega? Torej, uporabljamo mini-UNet arhitekturo, torej UNet izjemno kompleksen model globokega učenja, včasih preveč kompleksen in zanimalo nas je, ali je primeren za določene namene segmentacije in ali dobimo kaj več ali kaj manj od njega. Tako da, glede na to, da je to zelo zluščen UNet, torej veliko polnih umestnih slojev manjka in en dober nabor filtrov tudi ni v njem, se izvaja veliko hitreje. Torej, tukaj smo še ponudili avtomatizacijo pridobivanja učnih podatkov, ker to klikanje, kot bi rekel en kolega, clicking like monkeys, je zelo zamudno. In zamislite si, res je težko fotointerpretirati ortofoto, kaj pa nek digitalni model reliefa na osnovi neke topografije pod krošnjami. Mislim, kaos. Torej, tukaj je proces sestavljen iz 7 modelov. Torej, vsak model je narejen na osnovi mini-UNeta in je namenjen enemu tipu podatka in enemu razredu. Torej, tukaj imamo RGB model, torej vhodni podatek je RGB plus oznake. Oznaka v tem primeru pomeni linija, ki prikazuje cesto. Potem imamo relief 1 in relief 2, vsekakor ponavljam, če vas zanima kaj več o tem, si preverite oziroma preberite monografijo. Potem imamo gola tla, nizka vegetacija, asfaltirane ceste in makadamske ceste. Torej, te modele smo sestavili na osnovi značilk, kjer smo prebrali v enem članku, zdaj sem pozabil od koga, ampak takrat so delali pikselsko napoved na osnovi Random Foresta, mi smo rekli, pa zakaj ne bi to tudi dali v globoko učenje. Tako da, ja, mini-UNet je del družine FCN, torej obdeluje slike različnih velikosti. To je zelo pomembno, ko se ukvarjamo z linijami, zaradi tega, ker mi se tukaj ukvarjamo z semantično segmentacijo nekih objektov, kateri so zvezni. Sam, če si zamislimo, da je vhodni podatek en par in na enemu paru nek RGB, na drugemu paru njegova oznaka, kaj pomeni, če imamo 64 pikslov krat 64 pikslov oznake in je to polmetrski ortofoto. To pomeni, da imamo 32 krat 32 metrov vhodni podatek. Če je to neka široka avtocesta, katera bo zasedla večino tega našega kvadratka, kako lahko mi pričakujemo sploh od modela, da zazna linijo, če je tam eno ogromno parkirišče zares. Tako da to, da omogoča obdelovanje podatkov različnih velikosti, pomeni, da damo not tudi zelo visoko ločljive podatke, ali pa zelo grobe, torej prilagajamo merilo, kombiniramo jih in jih nadgrajujemo. Torej, če mi imamo eno podatkovno množico, jo lahko drugič uporabimo in nadgradimo v istem modelu. Ni zdaj pomembno, kakšen je tip podatkov not, ampak da so pravilno zasnovani. Torej, nekako zagotavljamo eno dolgoročno podatkovno bazo. Torej, kot rečeno prej, mini-UNet ima manjše število parametrov, manjša poraba GPU, torej celotna zgodba, katero bom pokazal, to smo razvili na enem laptopu z 8 GB in učinkovitost v primerjavi z UNetom je primerljiva. Primerljiva v stilu praktično enaka. Torej, ok, tukaj gremo na podatke. Na A vidimo POV na območju Kočevja, torej to je ortofoto RGB, na B-ju vidimo topografsko karto, na C-ju vidimo senčeno, na D-ju pa vidimo linije, katere smo uporabili kot oznake in to so pač, ko bomo videli v nadaljevanju linije pridobljene iz GEI in tako naprej. Prej sem omenil gostoto podatkov 22 točk na metrov kvadratni na našem območju. Pač CLSS, tako kot CAS in tako naprej, je razdeljen na bloke. Tukaj se pogovarjamo o kočevskem bloku. Tukaj lahko vidimo dva histograma, eni so usmerjeni v analizo gostote, če povprečimo oblak točk na 1 meter, drugi pa na 10 metrov. Vidimo, da sta recimo podobna, mediana in povprečje nekje tam. Če lahko razberemo iz teh mikročrk,
vidimo, da je približno 14-15 metrov gostota točk na tem bloku, na našem območju pa pač 22. Ampak če boste uporabljali te podatke na tem območju, pričakujte, da bodo lahko ali boljši ali slabši. Slabši kot 10 pa verjetno ne, kar je še vedno 5-krat boljše oziroma 25-krat boljše od prejšnjega LSS-ja. Torej, učna množica je sestavljena iz prometnic DTM-a in GJI-ja in to smo naredili tako barbarsko. Vzeli smo not linije, napihnili smo jih za 2 metra, čeprav obstaja atribut širine in bi ga lahko uporabili, nismo zaradi tega, ker nam je bila želja narediti nek prvi preizkus. Potem G-kod smo reklasificirali v 2 razreda. Torej, hočemo, da model zazna prometnice pod vegetacijo, torej linija, kjer je večina pikslov tipa 3, 4 in 5, to so pač kategorije razredov po ASPRS-ju, ki predstavljajo nizko, srednjo in visoko vegetacijo, in prometnice na utrjenem površju, razredi 2 in 6. Tukaj je razred 2 zelo problematičen, zaradi tega, ker vsebuje tako gola tla, kot vso vegetacijo, ki je nižja od pol metra. Tako da, če boste delali kaj takega, vedno razmislite o tem, da zgodbo reklasificirate po svoje. Torej, ta proces lahko vidimo tukaj schematizirano, torej dobimo oblake točk, pridobimo iz njega raster značilk, v tem primeru za vsak model imamo tridimenzionalne matrike, sestavljene iz različnih variacij, najvišja intenziteta prvih odbojev in tako naprej, zdaj odvisno od tega, za kateri model se gre, vektorski sklop prometnic, potem omejevanje teh značilk na maske, torej na to dvometrske bufere, in potem, ko dobimo to podatkovno množico za globoko učenje, validacije, napoved. Usporedno smo še izdelali geolokacijske datoteke, tako imenovane world file, zaradi tega, ker vsakeč, ko gremo z globokim učenjem nekaj delati, pač geokomponenta se razbije. In če hočemo ta podatek vizualizirati v prostoru, najbolj simpel način je, da pridobimo TFV-je in jih kasneje sam vrnemo v rezultate. Tako da, tukaj so zdaj rezultati. Na levi strani vidimo vhodni podatek, v centru vidimo podatke, ki naj bi predstavljali podatke, ki so v GJI-ju in v DTM-ju, desno pa je naša napoved. Torej, to, kar nisem prej povedal, študijsko območje 200 km², model smo učili na 170 listih, validirali na 10 in testirali na 10, tako da je razmerje 80-10-10. Torej, tukaj so rezultati na učni množici od 10%, kateri sploh model nikoli do zdaj ni videl in tukaj vidimo recimo en del rezultata, tukaj lahko vidimo en drug del rezultata. Tako da, če se gremo ocene stabilnosti modelov, tukaj sploh ni treba nič preveč gledati, ampak če vas zanima, si lahko to pozumirate v monografiji. Tukaj lahko vidimo, da se modeli po 10. epohi učenja, torej po 10. ciklusu začnejo malo izmišljevati situacije, kar pomeni, da bi mi dejansko, če bi učili na novo modele, 10 epoh, ne 30, imeli boljše rezultate, kar pomeni, da je to, kar smo si mi na koncu sestavili, da je rezultat najslabši scenarij. Torej, so eni modeli, kateri so bolj stabilni, tukaj vidimo recimo tisti čisto zadnji od spodaj reliefni model, začenja imeti neka krokodilska usta, v tem momentu pomeni, da je napoved zelo, zelo različna od tega, kar je zares kontrolni verifikacijski podatek. Zdaj, edini pravi rezultat tukaj je fotointerpretacija. Torej, mi smo si pregledali podatke in načeloma so rezultati fantastični. Zdaj pa bi dal samo par enih številk, ki so klasično zavajajoče. Torej, skupna točnost modela 99,8%. Torej, mi se tukaj pogovarjamo o modelu, ki praktično napoveduje binarno zgodbo. Cesta in ni cesta. Kaj je večina pikslov? Ni cesta. Torej, v tem primeru imamo neko cifro, katera sploh ni nek podatek, ki nam lahko vrednoti naš model. Pa če gremo na priklic, torej, ko primerjamo prave vrednosti in tako naprej, imamo tudi 60% rezultat. Zakaj? Zaradi tega, ker mi smo pri validaciji tega in pri izračunu priklicev uporabljali tudi piksle, ki so in ki niso na naših učnih podatkih. Torej, vsaka nova prometnica
je bila zaznana kot napaka pri tej validaciji. To, kar nam res pomeni, je, da je pa napačno pozitivnih 0,001 manj pikslov, pač manj kot 1 promil pikslov. To pomeni, da naš model ne napoveduje napačno, ampak tu pa tam ne napoveduje sploh. Torej, model je torej zelo stabilen in njegova praktična uporabnost v tistih 30 epokah je bila 18 dni pa pol. Če bi se omejili na 10, bi to pomenilo, da bi lahko v 6 dneh imeli rezultat za celo Slovenijo. Če se pogovarjamo pa o tretjinah, bi pomenilo, da bi v 2 dneh lahko prečesali celo tretjino CLSS-ja in imeli neke rezultate. Sklep. Metoda uspešno zaznava prometnice pod krošnjami. Ček. Priporočila za izboljšave. Torej, tukaj se itak lahko pogovarjamo o priporočilih za modeliranje različnih tipov, torej regularizacije različnih tipov, dropouti in tako naprej, ampak to, kar je pa bistveno in bi bila neka univerzalna smernica za naše delo in za nasploh delo naprej, je, da moramo izboljšati ene podatke. Torej, tukaj moramo definitivno upoštevati različne širine prometnic, zaradi tega, ker ti ne moreš z 2-metrskim bufferom učiti nekoga po avtocesti, da je to avtocesta in tisto ostalo, da ni. Pač malo je nekonsistentna zgodba in to prav tako velja za kolovoze in tako naprej. Torej, kompleksnejši reliefni modeli, pač reliefni modeli so načeloma rezultat nekih analiz sosesk. Torej, če se mi pogovarjamo o metrskih, 2-metrskih, 3-metrskih filtrih, že izgubljamo neke detajle. In če so te detajli vezani na neke intenzitete in tako naprej, ki so predstavljene v 1 ali 2 točkah in potem se to izpolira v gozdu, je zadeva problematična. Tako da, ja, izboljšanje reliefnih podatkov. To je to v bistvu. Hvala za pozornost in če ima kdo kjerkoli vprašanja, prosim povede. Hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje? Glede na to, da kot si sam ugotovil, da je tistih 99,8% malo visoko zaradi priklica, pa torej zaradi razmera napačno pozitivnih pa napačno negativnih napovedi, a si poskušal oziroma razmišljal kaj, da bi uteži dodal v model? Ker zdaj je model naučen, da takrat, ko ni prepričan, kaj je, naj napove, da ni ceste, ne? Torej, tista zgodba glede priklica je lahko izračunljiva s priklicom samo v tem scenariju, da mi imamo podatek, kje je, tako imenovani ground truth. Tega ne bomo imeli nikoli. Tako da v nekem praktičnem vidiku sem bolj razmišljal o tem, da bi imel model, kateri napoveduje nekaj in potem drug model, ki se uči na napovedanem. Tako da se zadeva širi. Zaradi tega, ker glavna lastnost tega modela je, da je praktično nima false negative. Torej, model se ne izmišljuje, prej pusti. Ampak glede na to, da mi v tem primeru napovedujemo več cest, kot jih je, mislim, da bi par iteracij pripomoglo k tem, da bi se model izboljšal. Brez ročnega dela. Tega nočemo. Fuj. Ok, bom pa še eno vprašanje postavil. Mene pa zanima v bistvu, koliko pa sam teren, predvsem naklon vpliva na rezultate učenja, ker pač, če gledamo, se te predvsem prometnice pod krošnjami so se pojavile po žledu, predvsem na zelo strmih pobočjih. Kaj pa tam? Mislim, en od reliefnih modelov, kateri je za izboljšavo, je prav, ima eno od teh 3 matrik je naklon. Jaz mislim, da v tem primeru naklon bolj zavajajoč podatek za samo zgodbo, ker model išče neko zveznost, ampak bi bil zelo uporaben za klasifikacijo neko v kasnejšem obdobju. Torej, da imamo neko linijo, katera je klasificirana na osnovi tega, da je linija in zvezna, potem pa uporabimo naklon za to, da vidimo, ali je vlaka, ali je posledica hudournika mogoče nekega manjšega ali pa česa drugega. Tako da mislim, da ni najbolj uporaben v fazi učenja, ampak da je absolutno super podatek za kategorizacijo rezultatov. Če je bilo to vprašanje. Ok, ne, jaz nisem mislil o naklon ceste kot tak, ampak naklon pobočja, v katerega zaveže neka vozna prometnica, recimo. Kako je na to sem mislil. Na to sem mislil. Aha, ok. Ja. V redu. Pa hvala. Evo. Ja.
Še kaj? To je to. Ja, nič. Hvala. Se ne vem, a je kakšna sklepna misel. Jaz bom sam se zahvalil vsem predavateljem v tej zadnji sekciji daljinskega zaznavanja in v bistvu sem čist navdušen in ko mi čakam naslednji čez 2 leti, ko bo to še se mi zdi precej bolj napredovalo vse skupaj. Hvala. Ja, seveda mora biti še nekaj za konec, ne? No, smo pricapljali do konca. Seveda zahvala, ne? Zahvala še enkrat vsem 13 predavateljem. Ne vem, če ste opazili, letos, mogoče prvič, mogoče po res dolgem času, da so dobili priložnost prav vsi prispevki. Torej, slišali ste 13 prispevkov, od 14, enega žal ni bilo možno, zato ker je kolegica Špela Čonč iz Geografskega inštituta v Ameriki, tako da lahko potem to preberete in seveda vas vabim k branju monografije Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, digitalne vezi. Zahvaljujem se vsem predavateljem, vsem 3 vodjem sekcij, ker ste res ustvarili prijetno diskusijo. Zahvaljujem se znanstvenemu odboru, kajti ta knjiga niso samo prispevki, ta knjiga so tudi recenzije, ki jih pogosto upravijo prav člani znanstvenega odbora. Ob tej priložnosti vabim, da nam mogoče sedanji člani znanstvenega odbora pošljete kakšne predloge za vključitev kakšnih mlajših kolegov ali pa da se tudi kdo sam ponudi, a ne, če ima te ambicije. Torej, to je, kar se tiče znanstvenega odbora. Seveda uredniški odbor, najlepša hvala kolegom iz inštituta, da smo to knjigo nekako pripeljali do konca, še posebej kolegu dr. Roku Cigliču. In pa seveda najbolj na koncu, ampak ne najmanj pomembno, se zahvaljujem ekipi organizacijskega odbora, vsem 9, ali kolikor nas je pač bilo, ki ste nas videli, da smo skrbeli za to, da je današnji dogodek potekal dokaj tekoče, da so bile priprave tekoče in da upamo, da se bomo čez 2 leti zbrali spet v takšnem številu kot danes ali pa še večjem. In seveda hvala vsem, da ste vztrajali do konca, tudi po kosilu. Mislim, da je bil simpozij zanimiv. In če smo začeli z predavanjem Mihaele Triglavček-Kauda digitalne vezi med preteklostjo in sedanjostjo, upam, da ste vzpostavili oziroma smo vzpostavili kakšne nove vezi za prihodnost, ne samo digitalne, ampak take fizične, pristne. Navsezadnje se na 2 leti srečamo in 1 ura odmora za kosilo je mogoče prekratka, pa tista vmesna pauza, tako da se nekateri vidimo res samo na 2 leti. Tako da najlepše hvala še enkrat vsem za udeležbo in se vidimo leta 2026. Vsi